V današnjih novicah med drugim danes praznujemo Dan suverenosti, 79 let od pobojev na Ajdovi njivi, v Črnomlju dobrodelni za osnovnošolce. Lepo pozdravljeni. Danes Slovenija praznuje Dan suverenosti, ki je posvečen ključnemu dogodku procesa osamosvajanja naše države. Pred 31 leti je namreč slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak tuje vojske. V spomin na ta dogodek v Brežicah že tradicionalno prirejajo osrednjo posavsko proslavo. Takratni akterji poudarjajo, da je bila, za razliko od sedanje vojne v Ukrajini, Slovenija leta 1991 popolnoma prepuščena sama sebi. Bili smo z orožjem, ki smo ga imeli, ki smo ga uspeli ohraniti, in pa tisto orožje, ki smo ga vzeli od agresorja med samo vojno. In v tej vojni smo zmagali. Z visoko motivacijo, z široko podporo celotnega v bistvu naroda, vseh struktur, vseh ostalih. In to se je še kot ničkolikokrat dokazalo, da v takšnih obrambnih vojnah agresor ne more uspeti. V eni zadevi pa lahko osamosvojitveno vojno primerjamo s sedanjo v Ukrajini. Podcenjevanje predvsem iz čistega vojaškega vidika ruske armade, ki je vstopila v to vojno z namenom, da bo to v nekaj dnevih opravila z Ukrajino, zasedla Kijev, vendar so se Ukrajinci pogumno postavili po robu, so tudi zmagujejo, očitno imajo pobudo. Osamosvojitev s takšnimi dejanji nekdanjih zaveznic tako postaja še bolj pomembna. Definitivno smo lahko samo srečni, da smo se od tega vzhodnega ruskega pakta in pa držav, ki z njimi paktirajo, nekako odcepili in s tem si zagotovili mirno življenje, za katerega mogoče včasih niti ne znamo ceniti. Razvojni impuls osamosvojitve se, po Molanovih besedah, danes zrcali na vseh področjih. Danes, ko gledam bivše države, da je bil to izjemno pomemben korak in da smo v Sloveniji res ogromno dosegli, tako na mednarodnem, kot tudi na razvojnem področju. Slavnostne akademije v Viteški dvorani Brežiškega gradu se je udeležil tudi predsednik Borut Pahor. Sedaj pa k eni drugi vojni. Druga svetovna vojna je v številnih slovenskih krajih zahtevala precejšen davek. Okupatorja sta smrti in bolečino sejala tudi v Šentjerneju, kjer so se z današnjo komemoracijo spomnili padlih borcev, pobitih talcev in žrtev bombnih napadov med okupacijo pred 79 leti. Na osrednjem šentjernejskem pokopališču so izpostavili dogodke iz oktobra 1943, predvsem nemško ofenzivo, v kateri je četa Gubčeve brigade utrpela visoke izgube. Ko je nemška vojska tukaj prihrumela in pobijala nedolžne vaščane, predtem bombardirala celotne vasi, izgube tukaj pod Gorjanci je bilo zelo veliko, v tem območjem ožjem jih je palo 71. V bitki, ki so jo Nemci poimenovali prelom oblakov, je umrlo 50 partizanov in 350 civilistov, je v nagovoru spomnil Zagorc. Ob tej priložnosti so predstavili knjigo Pogovor s Stankom Kušljanom. Gre za najstarejšega še živečega borca in občana Šentjerneja. V prvi fazi smo razmišljali o neki brošurici. No, ko pa sem jaz začel opravljati z njim razgovore, je prišlo, veliko vsebin. In v letu dni je nastala knjiga. Gre za obdobje druge svetovne vojne, začetek, kako je prišlo v Šentjerneju, kako so Šentjerneji ljudje, kako so se odzvali na drugo svetovno vojno, potem organizacija, osvobodilne fronte. Pa tudi odhod v partizane, ustanovitev Gorjanskega bataljona in čete ter boji. Gre za pogled v zgodovino skozi spomin in oči 103-letnega Stanka Kušljana. Mogoče bo kjer kaj prečital, in to so pa čist taki dogodki, kot so resnično bili, zato naj taki ostanejo.
Spomini zapisanimi na papir je želel opomniti na grozoviti čas vojne in strahov, s katerim se svet žal sooča tudi danes. Na slovesnosti so bili sicer veseli mladih iz osnovne šole, ki so sodelovali v kulturnem sporedu. Pojdimo k naložbam. V Borštu pri dvoru občini Žužemberk so se pred kratkim razveselili nove pridobitve. Odprli so novo cesto, ki bo domačinom močno olajšala vsakodnevne vožnje. Tako je bilo odprtje nove cestne Prešerno, prežeto s pesmijo in dobro voljo. Ena prekrasna pot, zgornja pot v Ajdovški planoti, v Borštu. To je ogromnega pomena ne samo za občino Žužemberk, predvsem pa za prebivalce Ajdovške planote in pa za vikendaše in pa tisti, ki tangirajo na to pot. Nam je velikega pomena, posebno tem vikendaši, ki tukaj živijo, imajo kapljico in so se rešili končno prahu. Smo pa v rekordnem času naredili v 2 mesecih solidarno. Tampon smo nabrali 30 000 evrov. Ostalo je pa občina financirala. Ta cesta je za nas, tukaj lastnike teh parcel, ena velika pridobitev, ker s tem v bistvu imamo zdaj nekako en urejen dostop, ni več prahu, ni več ropota, tako da smo te pridobitve zelo veseli. Območje je bilo po besedah župana v prejšnjih letih zapostavljeno, zdaj pa ima lepo razvito cestno infrastrukturo. Sem zelo vesel, da smo v 4 letih, ko sem jaz župan občine Žužemberka, posodobili preko 10 km cest. In to je ogromnega pomena, pa ne samo za občino, za te krajane, ampak predvsem za to, da se ljudje lahko varno vozijo po teh poteh in da ni poškodb, ni nesreč. Župan še doda, da je naslednja naloga na tem območju pripeljati pitno vodo v vsako vas. Sekundarni vod Suhokranjskega vodovoda naj bi začeli graditi prihodnje leto. Za župana občine Trebnje se znova poteguje Gregor Kaplan, ki je zaposlen na Ministrstvu za obrambo. Tokrat je kandidat Gibanja Svoboda. Na novinarski konferenci so predstavili njegovo kandidaturo, kandidate za občinski svet in program. Gibanje Svoboda Trebnje med svoje prioritete postavlja izgradnjo 2. osnovne šole in glasbene šole, obnovo in širitev športne dvorane ter energetsko samooskrbo. Želimo delati in bomo naredili tudi mladinski center in pa poskrbeli, da bo kultura primerno umeščena. Namreč sedaj nimamo ne muzeja, ne kulturnega centra, kar je seveda zelo žalostno. Zadnja točka, izredno pomembna, pa je seveda prehrambena samooskrba. Predstavili so tudi listo kandidatov, ki se bodo potegovali za mesta v občinskem svetu. Mi imamo številne danosti, zgodovinske danosti, ki bi jih bilo treba pokazati, pa jih žal zavijemo nekam v celofan in pravzaprav na tem delamo entuzijastično. To je od Maroške zjavke do fresk iz prve polovice 16. stoletja na Dolgi Nivi in tako naprej in tako naprej. Predstavitve sta se udeležila tudi poslanca Gibanja Svoboda Jožica Drganc in Lenart Žavbi. Selimo se v deželo Belih brez. Minuli konec tedna so v Črnomlju združili moči in na dobrodelnem koncertu zbrali denar za pomoč družinam pri plačilu šolskih položnic. Poglejmo prispevek. Tako so Črnomaljski kulturni dom napolnili obiskovalci odprtih src, ki so prisluhnili številnim nastopajočim iz vse Slovenije. Vsi z namenom pomagati družinam s šoloobveznimi otroki, ki se iz različnih razlogov težko soočajo s plačilom šolskih položnic. Zbran denar od projekta bo namenjen enostarševskim družinam, kjer so starši zaposleni, vendar grejo še skozi težko iz meseca v mesec čez, in pa tam, kjer je bolezen posredovala, da starši ne morejo dobiti službe. Pa tudi tam, kjer so starši zaposleni, a je njihov družinski proračun obremenjen z raznimi krediti, lizingi in podobnim. Ker že iz svojih izkušenj iz preteklosti
vem, kako je to, kadaj pride čas šole, delovni zvezki so cenovno visoki in sem se odločila, da sprožim projekt Veselo v šolo v sklopu Društva prijateljev mladine Metlika, kjer zbiramo tudi finančne sredstva. Delovne zvezke donirajo založbe, s pomočjo donatorjev in obiskovalcev koncerta pa pokrijajo plačila šolskih položnic. To je že drugi dobrodelni koncert v Črnomlju, sicer pa je Gršičeva, ki projekt vodi že 5. leto, dobrodelna že od najstniških let. Tukaj se moram zahvaliti vsem nastopajočim, ker so se takoj odzvali na povabilo, sem pač poklicala in se je rekla, fantje, dekleta, imamo dobrodelni koncert, pridete, so rekli takoj ja. V sklopu projekta Veselo v šolo so doslej pomagali že več kot 100 učencem od 4. do 9. razreda iz vseh belokranjskih občin. Tudi letos so bili več kot uspešni. Skupno so zbrali 8 000 evrov, od tega na koncertu 1400 evrov. Pesmi, dragocena prijateljstva, nepozabna energija, ki poživlja. Vse to so darila, neprecenljive dragocenosti, ki jih pomladnice in pomladniki že 30 letja podarjajo vsem, ki jih radi poslušajo in cenijo njihovo delo, pa tudi sami sebi. 30 let mešanega pevskega zbora Pomlad so obeležili tako, kot najbolje znajo, s pesmijo, obilico dobre volje in kar 2 koncertoma. Prvim v frančiškanski cerkvi svetega Lenarta in drugim v kulturnem centru Janeza Trdine, kjer so predstavili pomladne uspešnice na koncertu Pesem je življenje. Fenomenalni občutki, vloženo je bilo veliko truda, sploh zaradi tega, ker smo v enem tednu organizirali 2 različna vsebinska in stilna dogodka in smo lahko samo srečni, da so vse tako lepo izteklo, tako čustveno in lepo, no, res. Vzhičeni, pomerjeni, vesela sem, da smo vsi uživali, dvorana je bila polna, energija polna, smo pevci uživali in to je bilo glavno, kar sem želela. Smo prijatelji in si pomagamo in se mi zdi, da se potem hitro začutimo. In ko se začutimo, je to ta energija in potem kar plava. Mešani pevski zbor Pomlad iz Novega mesta je bil ustanovljen leta 1992. Sprva se je zbor predstavljal predvsem v domačem okolju na samostojnih koncertih, sčasoma pa si je na podlagi rezultatov z območnih in medobmočnih revij ustvaril ugled v Novem mestu in širši okolici. Je dolga pot, a hkrati je zelo hitro šla, tako da se mi zdi, imam občutek, da grem še enkrat od začetka. Super je, mislim, mene tukaj tako drži ta energija in povezovalnost in bom še kar ostala, ne morem iti stran. Pomladniki so v prvi vrsti dobri prijatelji, ki jih druži mnogo več kot ljubezen do petja in glasbe. Prvih 30 let je za zbor zelo pomemben mejnik. To je kar ena taka zgodovina, tako kot je Lenka rekla, to je približno toliko, kot je nekdo star. In če pogledamo nazaj, je to kar ena tradicija in smo lahko veseli in ponosni in hvaležni, da smo prišli do sem, kjer smo, kljub vsem dogajanjem vmes, menjavanju zborovodij in tako očitno ena srčika pomladi vedno ostaja in žene naprej. Decembra bodo na novomeškem glavnem trgu nastopili na dobrodelnem koncertu, v bližnji prihodnosti pa želijo izdati novo zgoščenko, saj so zadnjih 20 let brez tovrstnega glasbenega zapisa. Iz uredništva informativnega programa se vam zahvaljujemo za pozornost in želimo prijeten večer. Nasvidenje.